Kar se tiče znanosti, mislim, da je v mnogih krogih vendarle malo napačno razumljena. Prvič, kaj to je, in drugič njena vloga. In zato sem sklenil, da bi mogoče nekaj več pregovoril o njej. Namreč, dostakrat se govori v duhovnih krogih o znanosti kot nečem slabem, nečem, kar nas oddaljuje od realnosti, kar se postavlja vmes, ampak moje stališče je pravzaprav, da seveda je to odvisno od človeka, kako sprejema znanstvene podatke in če je znanstvenik, kakšen je kot znanstvenik. Da tukaj ni nobene razlike med tem, ali si znanstvenik ali karkoli drugega. Pač pomembno je, kakšen odnos zauzemaš do stvarnosti, do soljudi in tako naprej. Okay. Torej, lahko rečemo, da je znanost najbolj dosledno izpeljana umska dejavnost. Se pravi, da sledi nekim načelom uma. Se je nekje vzpostavil, da če biološko gledamo s pojavom Homo sapiens, lahko tudi še kaj prej. Teozofska doktrina govori o človečenju, o posebnem postopku, kako se je, bi rekel, kot princip usadil v neke pravzaprav še živali, razvite živali. O tej plati jaz tukaj zdaj ne bom posebej govoril, jaz mislim, da je načeloma poznate, kdo pa sledi teozofiji. Kakorkoli že, lahko rečemo, da je človekovo bistvo in pojav človeka povezan s pojavom uma. Zdaj, a je kakšna razlika med umom in razumom? Včasih smo se pogovarjali, recimo, tudi ko sem sam še bil v teozofskem društvu, o tem, da je abstraktni, razum konkretni. Lahko tako gledamo in tudi nekateri zahodni filozofi tako gledajo, vendar, recimo v angleščini oboje mind in je vprašanje, zdaj, če je to tako pomembna razlika, zato je danes te razlike ne bi posebej izpostavljal. Nekaj, kar je pa pomembno, ni važno, torej rečemo razum ali še enkrat, to bom nekako izenačeval oziroma mešal ta dva pojma in mi ne bosta pomenila nekaj drugačnega, je logika neka temeljna zakonitost, ki podčrtuje delovanje tega našega nivoja zavesti. Torej, o ali razumu lahko rečemo, da to poseben nivo zavesti, ki se po sedanjih spoznanjih torej veže na možgane oziroma se izraža skozi možgane, pač skozi komunikacijo in pač vse tisto, kar poznamo in kjer lahko mi prepoznavamo tudi druge ljudi, da so razumna bitja, tako pri sebi. In ta logika, ki je, bi rekel, ugravirana v mentalno delovanje, zdaj, kolikor pač bolj dosledno uporabljamo razum, koliko smo bolj razumni, bolj razmišljajoči, toliko bolj lahko tudi uporabljamo logiko, bolj dosledno. V vsakdanjem mišljenju in delovanju velikokrat logike ne uporabljamo ravno veliko. Kaj to pomeni, da ne uporabljamo logike? To pomeni, da v naših izrazih, če bi šli dosledno gledati naše izjave, bi prej naleteli na protislovje. Ena od osnovnih zakonitosti logike, ki se latinsko imenuje tertium non datur, ali tretjega ni, oziroma nekaj je lahko samo resnično ali neresnično, ne obstaja nekaj vmes. In drugi je, neko bi rekel, odsev tega zakona je zakonu prepovedanem protislovju. Torej, sprav, ne more biti nekaj hkrati resnično in neresnično. Zdaj, če pogledamo, kakšno je vreme, rekli, da sneži, s tem bi rekli, da ne more biti hkrati, da sneži in ne sneži. In to je to, zdaj v tem trenutku bi se lahko skrega, bi rekli, da sneži. Bi prišiva tisto tretje, kar je v logiki prepovedano. Pa potem, kaj več kasneje. Zdaj si pogledamo, torej, ima vrsto dejavnosti in tole, kar sem tukaj gor
napisal nekako ne. Igor, pa to moraš povedati. A ja, pardon. Drži, ja? Okay. Tole ni nekaj izčrpnega, ne? Obstajajo še mnoge druge lahko discipline, ampak recimo, kakor so se nekje vzpostavile v zgodovini, torej pravimo, da pred znanostjo je bilo tako imenovano mitološko mišljenje, ki ni zginilo znanostjo, ampak se je pač paralelno odvijalo še naprej, mogoče tistih poganskih časov, politeizma, animizma, v sedanji čas, kjer prevladuje predvsem monoteistične religije, ampak vendarle, to je pravzaprav religijsko mišljenje, je spet dejavnost tuma. Mi vemo, da živali načeloma z izjemo nekih pojavov pri slonih, ki oddaljeno spominjajo na nekaj religioznega, recimo neko kot čaščenje kosti prednikov in tako, ne. Pri živalih ne srečamo nobenih takih pojavov, ki bi spominjali na religijo. In zato lahko rečemo, da je to dejavnost tuma, ki se veže na človeka. Podobno kot umetnost. Ne. Tudi umetnost bi težko rekli, da srečujemo nekaj temu podobnega pri recimo živali, da ne omenjam rastlin. Razen, če bi rekli, da je cvet umetniško delo rastlina, ampak jaz to zdaj ne bi zahajal, ker to ni, mislim, se da dokazati, da kako je tega prišlo po drugi liniji, ne skozi neko mišljenje. Se pravi, vidite, vse to se navezuje na mišljenje in religijski način mišljenja pravzaprav skuša poiskati vzroke za to, za kar se nam dogaja, za pojavni svet v nečem izven pojavnega sveta. In to išče v recimo posebnih bitjih. Zdaj imenujejo angeli, duhovi, neke posebne moči, demoni, pri končni fazi Bog, trojedini Bog, kakorkoli, ne, Šiva, Višnu, Brahma. To zdaj ni pomembno, ne? Pa gre za to, da je pravzaprav zanimivo v našem umu že od nekdaj prisotno. Ko se pojavi in se začne razmišljati, reflektirati svet, se pojavi misel, da ta svet ni edini in da morajo obstajati neki globlji razlogi za to, da se dogaja, kar se dogaja. In v religioznem načinu mišljenja torej se obračamo in iščemo vzroke v nekih bitjih in se potem verjamemo, da se dogajajo dogodki v svetu na podlagi njihove volje ali želje ali nekih čustvenih stanov. Prav, cel se je razjezil, pa imamo nevihto in podobno. Ne? Temu pravimo tudi voluntarizem, oziroma naziranje, po katerem so dogodki pojavnega sveta, ki ga mi zaznavamo s čutili, imamo 5 čutila, ne? So posledice nekih čist konkretnih dogajanj v nekem drugem svetu strani mitoloških bitij. Filozofija zdaj posebej ne bi omenil v tem kontekstu, ampak lahko gremo takoj na znanost. Kajti v nečem je znanstven način mišljenja podoben religijskemu, čeprav sedi popolnoma odmaknjen. To je tudi znanost, verjame, da obstaja nek globlji svet od pojavnega sveta. In če razumemo ta globlji svet, pravzaprav razumemo tudi, zakaj se odvijajo procesi kot se dogajanja v tem pojavnem svetu. In to je pravzaprav svet zakonov. Kdor pozna malo filozofije, ne, to se pravi, to je ta disciplina, ampak zdaj bomo aplicirali znanost, pozna Platona, mislim, da ste vsaj slišali za Platona, ne, pa če ga tudi bolj globlje pozna, ve, da je imel Platon v svoji filozofiji dva temeljna svetova, svet idej in pojavni svet. Ne. Svet idej je bil popolni svet, svet, ki ne pozna časa in prostora, je idealni svet. Pojavni svet se zgleduje po svetu idej, to se pravi, obstaja ideja stola in stoli so neki približki tej ideji stola, vendar noben približek, to se pravi, nič v pojavnem svetu ni tako idealno, kot je ideja stola, če smo še pri stolu. In čeprav se to zdi
filozofija, ki nima nobene zveze z sodobno znanostjo, je to samo površinski pogled. Globlji pogled, analiza nam pokaže, da pravzaprav zakoni, v katere verjamemo, moja prva predhodnica, ki je bila prva predavanje Metka, je govorila, mislim, da o tem neki nespremljivosti, mogoče pa tudi druga, no, skratka, mislim, da je bila druga, o tem invariantah, to se pravi, da tisto, kar iščemo v znanosti, so neka nespremljiva načela. Sprav, če mi definiramo, ne vem, Einsteinovo formulo, mogoče vsi poznamo, ne koliko jo razumemo, ampak mc kvadrat smo verjetno že vsi slišali, ne? To je formula, ki vzpostavlja razmerje med energijo in maso. Razmerje. In vedete, ta formula se smatra kot nekaj nespremljivega, nekaj, kar velja tudi prostorsko popolnoma neodvisnega, torej velja tukaj v tem delčku, če bi vzeli neke atome od tukaj, bi se morali podrejati in iz njih dobili energijo, bi to morali veljati, pa če bi šli v Andromedo 2 milijona svetlobnih let oddaljeno galaksijo od naše, pa bi tam nekaj vzeli materijo, bi tudi, verjamemo, v skladu s to formulo dobili čisto enako energijo iz enakih atomov, recimo enake mase in tako naprej, ta je tako Andrej. Že ni mi tega popravne. On je fizik, tako da jaz mislim. Govorim pa o fiziki. Skratka, vidite, in to je zakon. mc kvadrat je zakon, ki dejansko je kot nekaj idealnega. Ima status Platonove ideje. Kar pomeni, da v znanosti, hočeš nočeš, sprejemamo to dualnost, spravi pojavni svet in svet zakonov, ampak sveta zakonov mi ne vidimo. To je neviden svet. A smo že kdaj videli kakšen zakon? Smo ga stehtali, smo ga izmerili? Nismo ga. Hkrati pa se jih zavedamo. Recimo gravitacijskega zakona. Jaz mislim, da ga ni med nami, ki ne bi imel izkustva z gravitacijskim zakonom in bi dobro vedel, če se na robu prepada, da ni dobro še naprej korak na vas. Če da poznata zakon, mislim, v nekem splošnem smislu ga pozna. Ne? Zdaj, čist konkretno, ne, kakšen je gravitacijski pospešek, recimo, ne, kako je že približno 10 metrov na sekundo na kvadrat. Evo. Torej, to je gravitacijski pospešek G, ne, se imenuje. Evo, dobro. Naredil sem že drugi spet. In to rekel, da je intuitivni ravni, se pravi nekaj, v kateri niti ne razmišljamo več, ker je to tako gravirano v nas, vemo, da je ta zakon deluje in da je to konstanta, da prepričani smo, da je deloval daleč pred našim štetjem, zdaj deluje in da bo deloval ne vem kje in da deluje na ne vem kje galaksiji in podobno. Se pravi, da je to univerzalno. Spet zopet. In spet se ga ne da stehtati. Ne? Ta gravitacija, ki je še kako povežana s težo, recimo v končni fazi z maso, ne? Ampak jo zaznamo tako, ne, da nas pač prikuje na tla, samega gravitacijskega zakona se pa ne da stehtati. Se pravi, v bistvu zakon nima mase, je kot idealno telo. Ne? Toliko o tem. Se pravi, oba pristopa, religijski in znanstveni, nekje verjamete, da obstajajo neke idealne bitnosti, ne? Zdaj pa ta velika razlika, ne? Pri religijskim so to bitja, pri znanstvenem pogledu pa so to nespremenljiva načela. In recimo tako imenovani jonski naravoslovci, se pravi starogrška filozofija je pravzaprav urezala to pot. Ne? Ona je urezala to pot znanstvenega mišljenja, takrat še na liniji filozofije, kjer verjamemo, torej, da so v ozadju pojavov in vsega dogajanja nespremenljiva načela. In tej veri, ne, to je pravzaprav neka vera, da je tako. Ne. Mislim, mi nimamo nekega priornega dokaza in spoznanja, da je tako, verjamemo, sledi znanost. Mimogrede, znanost ima še marsikatere na nek način kot verske momente. Se pravi, v znanosti ni vse dokazljivo.
njene korenine same so pravzaprav, tako rečem, stvar verovanja. Recimo, mi verujemo, da obstajajo zakoni, to je že to, kar sem rekel. Ne? To je vera, mi ne moramo a priori verati. Preprosto verjamemo, da so zakoni, potem tudi skušamo dokazati. Verjamemo v vzročnost, v univerzalno vzročnost, se pravi, da ima vsak pojav svoj vzrok, ki je lahko potem zopet nek vzrok nadaljnemu pojavu ali tako imenovani posledici. To se pravi, da obstaja neka povezava med pojavi, enemu pojavu pravimo predhodnemu vzrok, drugemu posledica, ki se imenuje vzročnost. In to vzročnost vzemamo, kot da je, ne, mislim, verjamemo. Marsikaj je še tazga, recimo, v objektivni obstoj materije se v znanosti verjame, to se pravi, da je neodvisna od človeka, z drugimi besedami, da je ne kreiramo mi sami svojim umom, kar pomeni, tudi se drugače imenuje ne, človek bi verjel, da je on sam edin, a ne, to, vsak od nas je edini in sanja vse ostalo. Ne. Verjamemo v znanosti, da ni tako, da je svet neodvisen od nas. Če nas ne bi bilo, ne, vsakega posameznika, bi svet še vedno tak bil, kot je. In še bi lahko naštevali momente, recimo tudi univerzalne lastnosti materije, da so tukaj take, kot ne vem, kje v vesolju in podobno. In vse to so nedokazljivi elementi in zaprav predstavljajo neke vrste vero. Že treba tišče. To moraš tukaj zdaj. Pa takole, ne? Ups, zdaj šlo pa preveč. Tukaj, ja? Ok. No, da vidimo, če to res deluje. Tole, ne? Ok. Kaj pravzaprav išče gremo nazaj na ne, kot temelj človeka in znanost kot neka dosledna razvoj nekaterih umskih sposobnosti in katerih in zakaj. Ne. Potem vidimo, da je v prvi vrsti, lahko rečemo, čisto biološko gledano, ne, pustimo zdaj teozofske in drugačne poglede, funkcija uma, ki se navezuje na možgane, je zopet nekako zmožnost lažjega preživetja v teh kaotičnih razmerah fizičnega sveta na Zemlji. Ne? Če gremo zdaj iz tega stališča biološkega gledati, to se pravi, omogoča predelavo informacij, ki nam prihajajo preko čutil in potem, da se mi znamo v skladu s temi informacijami orientirati v prostoru in času, tudi v sklopu drugih soljudi in tako. Ne. To se pravi, da dobimo določeno refleksijo ali odsev tega sveta, znamo na podlagi, torej imamo tudi spomin, znamo na podlagi tega tudi predvidevati ali stojko anticipirati, kaj se bo dogajalo in vse to so umske dejavnosti, ki nam v končni fazi omogočajo lažje preživetje. Še enkrat, to je pač biološki pogled, ki pa ima tudi, mislim, ta vidik velja neodvisno od drugih. Ne. To je to, ne. Čim bolj varnega življenja. Omogoča nadalje v sklopu te refleksije preostalega sveta, kar pomeni recimo narave, z vsemi grožnjami, ki jih ima in potem tudi drugih soljudi, ki so po eni strani jih potrebujemo za preživetje, po drugi strani so pa nekateri lahko sovražni, a ne? In je stalno neka dualnost pravzaprav v teh odnosih z drugimi soljudmi, ki vidimo tudi že pri živalih kaj tega. To se pravi, omogoča samo refleksijo. Nekaj čemer bi rekli ujazanje, ne? Pojav jaza, pojav osebnosti, kot nekaj se posebne samopodobe in še drugih struktur psiholoških, ki se navezujejo na jaz. Ampak to spet omogoča No, potem pa gremo naprej. Ne? Dejansko, ko se je začela znanstvena misel, ali pa če hočete filozofija, ne, pri jonskih naravoslovcih, tam nekje v 6. stoletju pred našim štetjem, recimo Thales iz Mileta, se navaja kot prvi tak mislec, se je začela pravzaprav zato, ker človek ni bil več tako odvisen od neposrednih okoliščin življenja, lahko si je nekoliko privoščil, oddiha dobro, bil je sužni lastniški sistem, mu je dal sužnov, samoslužen in on je lahko začel razmišljati o svetu in tako naprej, toliko o tem. No, kakorkoli,
To se pravi, druga stopnja, višja stopnja razvoja uma ni več povezana s preživetjem, ampak z spraševanjem. Vse to omogoča, namreč potencial uma je ogromen, spraševanjem o tem, kaj pa je svet, odkot prihajam, kakšen je smisel, ne? Kdo zares sem, kdo so drugi ljudje in tako dalje. In celo o umu samem, recimo, ne? To so začeli sofisti, že stari Grči, torej, kdaj vem, da je nekaj res, v tem je Sokrat se na to navezal, ne? Rekel, vem, da nič ne vem in podobne stvari, ampak to se navezuje na to, da se je v določenem času, torej sofisti, se je ta razvijajoča se filozofska misel, lahko rečemo tudi razvijajoči se govorim za zahodne civilizacije, ne bom šel zdaj vzhodno, ker potem bi jaz bolj religije moral in tako naprej, ampak da to predstavim, se je začel spraševati o abstraktnih temeljih bivanja, o osnovnih resnicah, prav se je odmaknil od neposrednega življenja. Ne? In potem je lahko prišel do teh globlih refleksij. In tako da je pravzaprav nek cilj tega napora, ki mu sledi tudi znanost, je nekaj, kar se je zasnoval že mogoče pri Thalesu iz Mileta in se nadaljuje in zelo izrazito poudarjeno pri Einsteinu tudi, namreč spoznati neko končno realnost, priti do neke enačbe, recimo, ki bi razložila vse drugo, kar se dogaja, tudi do neke, torej v angleščem rekel ultimate reality, neke končne stvarnosti. Z drugimi besedami, tudi v znanosti, vsaj Bruno Zibel, ko je vložen bil nek gon, ne, če hočemo, po vrhunskem spoznanju. In zdaj samo vprašanje, a lahko mi z znanostjo in z umom dejansko do tega pridemo ali ne. Druga stvar, ki je tudi v umu in se bolj navezuje na religijo, zelo malo pa zaenkrat na znanost, čeprav lahko znanost do tega tudi še pride, ker znanost se zelo razvija, sem zadeva, ki pozna razvoj. Moja predhodnica je govorila o tem, ne, da recimo po Kuhnu obstaja tudi ta teza, da se znanost razvija skozi revolucije, ne samo skozi povečevanje znanja, se pravi, lahko pričakujemo tudi neke globlje in drugačne stopnje znanosti, kot so danes. Namreč smisel, ne? Potem se tudi sprašuje tako. To, spet smo šli malo več naprej, ne? To noče delati. Tako, ne? Tule. Ok. Zdaj, če si malo gledamo še znanost, zelo nakratko in mi je všeč, da jo bom predstavil precej drugače, komplementarno kot moja predhodnica, ki je tudi govorila o tem in bi rekel, da pač oboje velja, to sta dva različna zorna kota pogleda na isto stvar. Prvič, za znanost je značilna binarna logika. To je ta logika, kjer je nekaj res ali pa ni res. Logika, ki je ne samo v ozadju našega uma, ampak tudi pri računalnikih. To je temeljna logika računalnikov. Mi vemo, da lahko potem se ta logika, imamo tako imenovane modalne logike, pa mehke logike in podobno, se pravi logike, ki niso vsaj na prvi pogled več tako ostro razmejevalne. Imamo tudi trovalentno logiko, naprimer trivrednostno, že kar dolgo časa, mislim, da je to moj oče doktoriral na tem, pa že zdavne podrušal, tako da to je res daleč. In vendarle, če gremo zelo strogo pogledati, vse te logike se reducirajo v končni fazi vendarle na binarno. In tukaj se vidi določena inherentna omejenost uma. Tisto temeljno vprašanje, ki se pojavlja pri znanstvenem spoznanju v znanosti, tukaj vključujem tudi filozofijo in kakršnokoli drugo umsko dejavnost, nekaj, kar temelji na umu je, ali je realnost taka, da če imamo mi logične omejitve v ozadju, se pravi, delujemo na podlagi logičnih omejitev, teh zakonitosti, logike, a jo lahko spoznamo. Ali je realnost taka, da
presega logične omejitve in dva izvora bi lahko najdel, da je temu tako. Ne? Moja predhodnica je govorila o kvantni mehaniki, ne? In te dvojni naravi delcev. Torej, tukaj se že vidi, da nekaj, kar je na videz protislovno, da je neka stvar hkrati val, ne, pa hkrati delec, ki je silno prostorsko omejene, val pa ni, ne, načeloma neskončno, ni nekaj to se nam torej kaže. Ko mi pobezamo v realnost, vsaj na nivoju kvantne mehanike, se nam teh eksperimentov veliko, takih, da res samo gledaš, ne, se nam pokažejo, ta neka protislova nam pridejo do izraza. Zato so nekateri kvantni mehaniki tudi rekli, da se niti ne smemo spraševati o tem, kakšna realnost je. A ni to kopenhagenska interpretacija? Bom je bolj še drugač, ne? Ampak te... Bor, ni zbor, ja. Kopenhagenska, ne, v glavnem se to imenuje, ne. Se pravi, ja. Ta kopenhagenska interpretacija torej zavrača kakršne koli modele ali intuicije glede stvarnosti, ravno zato, ker je odslikava pojavov kaže neko tako protislovno naravo. Ne. To je ena stvar, kjer vidimo, kjer smo potipali naravo, zadosti globoko smo videli, da to pa mogoče ni vse tako urejeno, kot si naš predstavlja, ampak kot je naš omejen. Ker gledajte, če govorim o tem, da za naš veljajo zakonitosti logike, moramo vedeti, kaj ta zakonitost sploh je. Ne? Zakonitost načeloma ni nekaj, kar nam pušča svobodo, ampak je nekaj, kar nas omejuje. Ne? In v tem kontekstu treba tudi tukaj poznati. Če je sprejet nek zakon, ne, tudi v državnem zboru, tudi celo kot človeški zakon, je ponovati nekaj, kar omejuje, kar zapoveduje in podobno. Drugo pa izhaja iz spoznanj, jaz bom rekel, duhovnih in religioznih, mističnih, kakorkoli že, torej kot tradicija tistih, ki so prišli do takih in takih globokih stanj, da je pravzaprav zopet do nekih kot subjektivnih, ne, to je objektivno, ampak subjektivno spoznanje realnosti ravno tako raztaplja različnosti v neko novo sintetično celoto, enost, katere spoznanje ni omejeno z logičnimi zakoni. Ne. In to pomeni, že a priori lahko rečemo, da znanost, kakršna je danes, ne, in ki je tako dosledno se opira na binarno logiko, kot vse te definicije, ki so v znanosti, delne hipoteze, kako mi sklepamo od nekih eksperimentov na zakonitost in podobno, vse to počrtuje logika. Spravi, znanost je inherentno omejena, ampak to ne pomeni, da je neuporabna, da je nekoristna. Tudi, kar se spoznanja tiče, ne, ima svoj domet, ampak mogoče je realnost ukrivljena, recimo, ne, logika pa omogoča samo tak planarni, ploskovni pogled. Mi vemo, da ne moremo nikakor razgrniti površino krogle tako, da bi bila vsa razmerja med vsemi točkami na tej krogli potem enaka, če razgrnemo. Mislim, to je neoklitska, pa je oklitska geometrija. Projekcija planeta, ne? Ja, tako je. Mislim, sam projekcije lahko imamo, ne? Tako bi lahko rekli, da tudi za znanost pač predstavlja neko določeno projekcijo, ki ne more odslikavati vseh vidikov realnosti, lahko pa nekatere daje neko popačeno sliko, ampak mi smo zadovoljni, gledajte, če imamo takole čisti kvadrat od Slovenije, jaz mislim, da se nam ta krivina zemlje tam tako malenkostna, da bomo še vedno našli čisto vse kraje, ki jih hočemo in bojo razdalje med temi kraje zelo, zelo dobro odsevane in tako naprej. To se pravi, če fragmentiramo, da v podelčkih, a ne, če imeli tok in tok teh Slovenij po celi oblik, se potem to razprostili, bi nekako se znajdel v teh posameznih koščkih, bi ustrezal v realnosti, pa cel globus kot tak pa ne bi. Ne, tako je to. In za znanost, kot sem že povedal, je značilno prodiranje v ozadje pojavov. Ne, spet
vera, da pojavi kot so temeljijo na nečem globljem. In to, zdaj pa imamo dve zadevi tukaj pravzaprav, ne? Kaj je tisto ozadje? To ozadje so lahko skriti vzroki. Recimo, to, da jaz zdaj premaknem roko, ne? To je pojav, tega vsi zaznavamo, ampak ne vemo, da pravzaprav je, to pa že treba zelo raziskovati, da tukaj je prišlo do vzdraženja določenih živčnih celic, ki so ta impuls prevedle preko živcev na mišice in kaj vse se je tukaj v mišicah zgodilo, ne? Da so neka vlakna aktina šla skozi, prepredla miozin in tako naprej. Skratka, da je prišlo pri nekih beljakovinah do sulfidnih mostičkov in tako, in da se je s tem mišica skrčila. Ne? To recimo znanost raziskuje, absolutno to ni razvidno, ampak to je vzročna posledica. Ne? Da so pa tiste beljakovine bile na svojem mestu, moramo iti pa še v genetiko, še globlje razloge lahko iščemo za pojavi. To je to, kodiranje ozadje. Druga stvar ozadji so pa zakonitosti, kar sem že prijavil. Se pravi, globlji vzroki, ki niso na površini, pa zakonitosti, ne, kot druga zadeva. In vse to nas v znanosti zanima in pretežno skuša biti znanost ugotavljati abstraktne resnice. Se pravi, tiste odtegnenih pojavov. V znanosti v bistvu v končni fazi pojavi sami sploh ne zanimajo. Ne. Nekdo bo vrgel iz različnih višin nek predmet in meril čase in na podlagi tega ugotovil, kolikšen je gravitacijski pospešek. In potem ga pojavi, kdaj je konkretno ta predmet padel, ga sploh ne zanimajo več, ampak samo še tista enazba, do katere je prišel. In ta je abstraktna, glede na vse razne možne padce, ki so bili, so in bodo. To je abstrakcija v znanosti. In zato v znanosti zahtevamo ponovljivost. Ne? To se pravi, ker če je to res nekaj abstraktnega, neka globlja resnica, sem rekel, ki ima lastnost idealnega platoničnega ali pa platonične bitnosti, potem mora biti časovno popolnoma indiferentna, se pravi, zadnji čas ne obstaja, nima neke evolucije, če hočete, in zato mora biti tudi tak pojav ponovljiv. Kar pomeni, da moramo vedno, kada bomo vrgli ta predmet iz določene višine, priti do enakega pospeška. Načeloma je tako, ne? Čeprav so zanimivosti v zvezi s hitrostjo svetlobe, za katero so ugotavljali, da nekako variira, ne, ampak to so pa že detački. Sistematičnost, torej red, hierarhičnost pojmov je tudi nekaj, kar je zelo pomembno in značilno. Za znanost hoče zelo fiksirati nek kot kristalno tvorbo, spremeniti to refleksijo sveta, še enkrat sveta, kot ga ona spoznava, se pravi na teh globljih ravneh, ki nam niso a priori razvidne. Zanimivo znanosti je tudi tako imenovana intersubjektivnost. Ne? To se pravi, da nekaj postane znanstveno dejstvo, ni zadost, da v nekem laboratoriju nekdo nekaj ugotovi, nek pojav in zdaj to je že znanstveno štempelj. Ne, ni tako. To mora on objaviti, potem mora to, če bo res nekaj novega, nekaj pomembnega, ne, ponoviti še drugi za njim in še kaj, to se lahko vleče del časa, dokler na koncu na nekem kongresu recimo znanstveniki ne sprejmejo tega, da ta zakonitost je pa zdaj potrjena in se potem znajde v učbenikih. Ne. Takrat lahko, ko se znajde v učbenikih, rečemo, to je pa zdaj postalo res čisto znotraj znanosti sprejeto dejstvo. To je ta intersubjektivnost med drugim. In komunikativnost. Znanost je v bistvu zelo komunikativna in v naslednjem slajdu bom pokazal, da v bistvu gre za komunikacijo na eni strani z naravo, zdaj, če smo pri naravoslovnih znanosti, če smo pa pri družboslovnih z družbo, jaz ne bom šel v družboslove, ker sem sam naravoslovec, potem obstaja komunikacija znotraj znanstvene skupnosti preko konferenc, preko pisanja člankov, recimo, ne, to je za dva glavna načina komunikacije, ki stalno torej omogočajo, da se znanost razvija, pa v končni fazi tudi širšo javnostjo. Ne. To je potem ta poljudna znanost, torej širjenje znanosti in konec koncev preko učbenikov, ker vse, kar imamo mi, več ali vsaj, če gremo spet na naravoslovje, smo se kdaj učili kaj od biologije, smo imeli predmet že v osnovni šoli, spoznavanje narave,
družbe, neki predmeti so bili taki in tako naprej, je konec koncev temeljilo na znanstvenih raziskavah, ne, in neki teoriji in tako naprej. Ne. In tole, kaj moče čez... No, dobro. To se je med tem že večkrat pokazal. Glejte, izvor znanosti je znanstveno raziskovanje. Še enkrat, smo pri naravoslovju, recimo, ne govorim o matematiki, ne, ki je recimo nekoliko drugačen, čeprav tudi spada med naravoslovne znanosti, pa ima svoje zelo specifično zanimivo ozadje, ampak ne bomo zdaj o tem. Raziskovalno področje je to, kar je tukaj modro, se nekaj že slabo deluje, in to je nekaj, kar je znanost že razložila in kar, kjer pa vendarle obstajajo, vidite to, kot te bele luknje, to se pravi področja, ki še niso raziskana, kjer mi še ne vemo, kakšni zakoni obstajajo. Teh je lahko več, lahko jih je manj, lahko je neka zadeva že praktično povsem znana, recimo anatomija človeka. Jaz mislim, da je teh belih krogcev zelo, zelo malo, če sploh še so. Ne? Kvečemu so v smislu, kako se anatomija človeka razvija, ne vem, s tem, ko če dale bolj, cesta tista slika Homo sapiensa, ko se enkrat postavlja na noge, zdaj pa spet, če dale bolj računalnikom in postavlja spet tako, kot je bil na začetku potopica. Recimo, ne, če gremo zdaj gledati, to se pravi anatomija človeka, kako se spreminja skozi take in drugačne navade, zaradi prehrane, zaradi mešanja ras in podobno. V tem smislu imamo določene neznake, manjše narave, drugače pa koliko kosti tukaj tako metakarpalnih koščic in kakšne so, glede, to je stvar študentov medicine, tisti, ki je naredil ta izpit, vam bo povedal vse, tudi kakšna je oblika in to se ne spreminja. No, ste v učbenik našel, zdaj pa najdena čisto ena nova kost tukaj. Nije. Zato pravim, recimo, tukaj so mehne, in tem, ko v fiziki, recimo, in tudi v biologiji, hvala, no, da vidimo, so pa te zadeve, res je, hvala, mnogo večje, ne, še marsi česa, saj po moji oceni in si to delim z mnogimi drugimi, tudi raziskovalci, še ne vemo, čeprav obstajajo knjige o tem, mislim, do leta konc prejšnjega stoletja, začetku tega je šla strani nekega urednika te revije Scientific American, knjiga, ki pravi, da smo pravzaprav že nekaj pri koncu znanosti, da v biologiji ne bo več kaj dosti znano, zdaj je evolucija, vemo, kako poteka gen, mislim, to, kar smo se navezuje na gene in konca. Ne? Se bomo še, dajmo to še vse do konca analizirati, raziskati vso to mrežo in tako naprej, ampak temeljev novih ne bo več. Ne? Mislim, da časa stolen tudi ne namer, ampak kolikor poznam področje, še smo komaj mogoče na začetku nekih globlih spoznanj o življenju, o tem, kako deluje sploh organizem in podobno. Ne, da bi kakorkoli negirali vse tisto, kar se je že spoznalo v zvezi z biokemijo in genetiko in podobno. Ne? Kar je, o čemer je govorila tudi moja prva predhodnica. No, to so te neznanke in potem tisto, kar naredi znanstvenik, je delovna hipoteza. Ne? To so te vprašaji. On si predstavlja, vendarle, kakšne zakonitosti vladajo na tistem področju, ki še ni raziskano. Še enkrat, zanimajo nas samo zakonitosti v znanosti, ne samo pojavi. Razen, če smo zdaj pri zgodovini, to je spet zelo specifična znanost, pa ne bi od njej, pripravim se, odmejujem na naravoslovje. In potem... Torej, in tukaj vstopi, ker tema tega predanja tudi intuicija. Ne? Vendar lahko vstopi v znanstven proces, ko je intuicija. To je neko neposredno dojemanje realnosti, ki ne temelji na mentalnih slikah, pa kot je rekla predhodnica, na jeziku, na tem, kako smo se mi neke stvari med sabo skomunicirali, ampak na nekem globljem razumevanju, neposrednem,
intuiciji sicer bom več naslednjem povedal, slajdu. In čim globlje torej, dojemamo to realnost z intuicijo, tem večja je verjetnost, da bomo mi pravzaprav tudi tako večjo luknjo, pravi večjo neznanko v dotedanjem znanju tega raziskovalnega znanstvenega področja zares doumeli in torej postavili pravilno delovno hipotezo. In tukaj se intuicija v znanstvenem procesu še ne konča. Ampak imamo, potem moramo zasnovati eksperiment. Eksperiment pa, glejte, mogoče niste še razmišljali, je dejansko komunikacija z naravo. Eksperiment, mi pravzaprav skušamo v naravi iztrgati določene njene skrivnosti, zakaj deluje, kot deluje. In narava ne obvlada človeškega jezika, da bi jo mi preprosto takole vprašali, kot se mi med sabo pogovarjamo, pa bi nam ona odgovorila, pa bi mi vsi srečni to zapisali, rekli, to znamo. Ne. Narava je zagonetna. In eksperiment je eden od načinov, vsaj še opazovanje, pa pustimo zdaj to, kako mi dejavno izprašujemo naravo in pri tem moramo čim bolj razumeti njen jezik. Ne? Ker ona nam odgovarja z da ali ne, na nek način, preko eksperimentov. Se pravi, mi smo zastavili neko eksperimentalno situacijo, ki je sledila naši delovni hipotezi, da je nekaj tako in tako, da bi moral biti tak in tak pojav ali pa s tako in tako intenzivnostjo. Potem pa naredimo ta eksperiment in gledamo, a je tako ali ni tako, kot smo si predstavljali. Vidite, in rezultati našega eksperimenta so odgovor narave. Tako da je znanstven proces v tem kontekstu, ko ga obravnavam, dejansko komunikacija z naravo in tudi tu je zelo, zelo pomembna intuicija. To se pravi, kako smo prvič zasnovali vprašanje, se pravi, delovno hipotezo, drugič, kako smo zasnovali eksperiment v smislu, da res se približamo naravi, jo čim bolj pravilno, njej primerno vprašamo, ne, in potem naprej, tretjič, kako smo razumeli odgovore narave v tem znanstvenem procesu. To je to razumevanje odgovorov, spet, a smo omejeni z njimi predhodnimi miselnimi vzorci, s koncepti, neko ideologijo, ali imamo odprt um in predvsem zopet intuicijo, da prepoznamo, kaj nam zares narava skozi eksperimenti govori, in takrat je vse eno, ali nam je narava odgovorila za da ali za ne. Še bolj zanimivo je, če nam je odgovorila za ne, to se pravi, ni tako, ampak smo mi iz tistih različnih odgovorov sposobni pravzaprav intuitivno spoznati, aha, tako je. Ne? In tukaj pridemo do intuicije, ki predstavlja pravi uvid, ali tudi inspiracijo, ne? Nenadno uvid v strukturo spet tega ozadja pojavov, ki ga dejansko raziskujemo. Smo bliže, recimo, resnici, ne, skozi to. In potem, seveda, je še en akt, to je, da utkemo ta nova spoznanja v dotedanje teoretično tkivo čim bolj primerno. In zdaj, če smo zares, bi rekel, ta prav znanstvenik, potem se ne smemo bati teorijo spremeniti, če kažejo nova spoznanja, da je pač to potrebno. Ne? Da se pravi, ko se konkretni dogodki ne skladajo s teorijo in smo jih večkrat ponovili, preverjali, so druge skupine to ponovile in podobno, potem pač treba korigirati teorijo in tega se noben prav znanstvenik ne bi smel bati. Žal pa v sodobni znanosti zlasti prevladuje ogromno takih pogledov, ki so scholastični po svoji naravi in ki se zgledujejo v bistvu po nekem realizmu, ne, srednjeveškem, da je bolj pomembna teorija kot pa dogajanje. In če so eksperimentalni izsledki taki, da podirajo teorijo, potem rečejo toliko slabše za izsledke, ker teorija, mi že vemo, kaj je in tako naprej. Sam osebno sem upleten v tako zadevo v zvezi z tako imenovanim spominom vode in ne vem, če ste pač neke polemike, če mi je kdo sledil v časopisju, so bili tudi, a ne? In je bilo zanimivo, kako so se nekateri sklicevali na
profesor je Hadžer, recimo, ki je 90 let star in njegovo izjavo, da o vodi že vse vemo. Ne? Vemo in konec. In če je on to rekel, on že ve. Ne? On je starosta. Ne, kako me to spominja, recimo, na tisto, ko se v srednjem veku v teh skolastičnih diskusijah sklicevali na Aristotela ali pa na svetopismo. Rekli, tam piše, tako je, konec. Ne? Se pravi, v znanosti bi morala veljati avtoriteta argumenta, ne pa argument avtoritete. Toliko, ne? In žal je pač čisto človeško tako, da pa marsikdaj in celo, če dalje bolje, tako prevladuje to ta argument avtoritete. Igor, sam je argument časa, ne vem, kak čas. Ta linija. Polena končamo. Ja, sej, to je predzadnje. Ta je lahko zelo uspešen. Če je predzadnje, pa je to. Dobro, znam. Ja. To ni uvod. Verjamem. Drugi priliki, da boš imel. Sam še 50 jih je, ni problema. Torej, različne interpretacije pojma intuicije, ne? In da tudi na Zahodu so neke podobna stališča, kot jih poznamo na vzhodu ali pa v teozofskih krogih, da je recimo za Descarta pa Spinoza, dva velika filozofa, bila intuicija vir absolutne resnice, ne, za Kanta tudi velikega filozofa 18. stoletja je način pridobivanja konceptualnega znanja, torej prav, kako mi nekaj uvidimo in lahko zgradimo nek nov koncept, no, imamo pa tudi bolj take prizemljene, ki to vidijo bolj kot mentalno strategijo. Potem, kaj je pravzaprav še dva nadaljna možnost pogleda na intuicijo, da je to neka mentalna samorazvidnost, recimo, nam je a priori jasno, da je, ne vem, med dvema točkama daljica nekaj najkrajšega, ne? Če gremo takole okoli med dvema točkama delati neko krivuljo, da to je daljša pot, ne? Tako. In to je, ko rečemo, tudi ene vrste intuicija, ampak to je v bistvu mentalna samorazvidnost, kot tudi, da je, na primer, celota večja od svojega dela, ne? To je tudi, nam je a priori jasno, ne? Ni treba, da to nekaj razčlenjujemo, analiziramo, zakaj je tako, ampak nam je jasno, da je, ne vem, 10 več kot 5 in podobno, a priori. Ne, pa sem se tako naučila. Ampak to je ta mentalna samorazvidnost. Ampak intuicija pa sicer, ne, tudi v tem teozofskem duhu razumemo kot nadumsko dejavnost, kot neposredno dojemanje, zaznavanja bistva nečesa, ki je neodvisno od razumskega razčlenjevanja, je tudi navdih. Se pravi, tis globinski pogled na nekaj. Tako. Intuicija v osnovi, lahko rečemo, presega nekatere mentalne omejitve. Zakaj sem napisal nekatere? Mogoče to koga moti, ampak jaz se ne bi upal reči a priori, da čisto vse mentalne omejitve v intuiciji zginejo. Ne? Za tiste, ki so značilne za mentalno pojmovanje, lahko je še vedno neka subtilna dvojnost med subjektom in objektom in podobno. Nekaj tazga lahko najdemo tudi v teozofskih opisih intuicije, na primer, ne? Ampak vsekakor pa daje globoko zmožnost sintetičnega uvida, globinskega spoznanja in vsekakor jo lahko gledamo celo po zahodnih filozofih, ni treba spet iti v teozofijo, ampak tudi teozofija tako pravi, da je to višja stopnja zavesti od zgolj razumske stopnje. Se pravi, da je to nekaj, kar pravzaprav mogoče tudi obsega razum, ne, ga vključuje, ni ekskluzivna do razumskega spoznanja, ne, ampak hkrati je še mnogo širša in globlja in sposobna razumeti torej širše odnose in nek širši sistem. Intuicija ima namreč tudi svojo matematiko, lahko rečemo. Vsekako ne tako, kot jo mi poznamo, številke, enačbe in podobno, ampak vendarle vzpostavlja pravilna razmera in odnose pri razumevanju širšega sistema in tudi deleža, recimo, individuuma pri tem. Ne? Torej, čim gre za vzpostavljanje razmerje, ne? Razmerje je latinsko racio, ne? Racio je pa tudi razum, a veste, v isti latinščini. Tako da, nekateri tudi pravijo v intuiciji čisti razum, ne? Mogoče mi rekli čisti kot čisto spoznavanje in spoznanje. In kjer mi razumemo pravilno vse odnose.
Tako, ne, in to je tudi potem svojevrstna matematika, ki ravno tako vzpostavlja razmerja. Enačbe so razmerja, ne. Kot sem rekel, mc kvadrat podaja razmerja med maso in med energijo. No, deluje globoko, prodorno, široko inkluzivnost ima, tako rečemo, da je intuicija temelj pravega spoznanja resnice, sprav zakonitosti in bistva. In v svojem pravi naravi intuicija vsekako transcendira umsko spoznanje, ne, ki je zelo analitično, še precej odtujeno, torej, ki predstavlja nekaj vmes med realnostjo in subjektom, lahko rečemo, da intuicija v veliki meri to spoji skupaj. Ne nujno, da že vsakršna dvojnost zgine, ampak vendarle ni več tazga posrednika, kot so umski koncepti. Torej, lahko rečemo, da je intuitivno spoznanje brezkonceptualno spoznanje, zrenje v subjektivno bistvo nečesa, kar pač spoznavamo. In spet zanimivo, ne, neko tako spoznanje je v bistvu tudi končni cilj znanosti, glede na to, kako se je znanost v stari Grčiji zasnovala. Znanost in umetnost, izdelava teorij kot slikovanje globlje realnosti zakonov, torej abstraktne realnosti. Vidite, to je zdaj delo znanosti, da izdeluje teorije, ne, ki predstavlja to globlje refleksijo realnosti seveda na nivoju zakonov, ne, da to lahko rečemo abstraktna realnost, kot sem že prej razložil. In ker je možno več odslikav te realnosti, ne, v umu, je potem dejansko ustvarjanje teorije tudi ustvarjalno delo in tu se znanost lahko približa umetnosti. To se pravi, lahko išče večjo ali manjšo skladnost. In zopet je na delu tu intuicija. Če smo mi bolj intuitivno, ko smo sposobni dojemati tako imenovano objektivno realnost, bolj usklajeno z njo, bolj skladno lahko upodabljamo to tudi v teh miselnih konceptualnih sistemih in tu se srečujemo potem pa z lepoto. Lepota lahko rečemo, da je v skladnosti med nekim predmetom, ne, strukturo in idejo, ki jo ta struktura izraža. V tem primeru je ta struktura znanstvena teorija. To se pravi, skladno čim bo popolnejše skladnosti lepote. In še zadnja reč, ki se noče pokazati zdaj tukaj. Tako. Vseeno umetnost nekaj povsem drugega od znanosti, ni takega prevladovanja mentalnih načel, se pravi, tukaj ostre logičnosti, ni poudarka na logičnosti, bolj na neki refleksiji in skladnosti, o čemer sem prej govoril. Tako da je umetnost po svoji naravi veliko bolj odprta za intuicijo kot znanost, ampak kot rečeno, tudi znanost, moja predhodnica že je razlagala, ali mislim, umetnost se upravičujem, ima lahko neke logične elemente, raziskovalne elemente, ne, in obratno, kot sem rekel, ne, znanstvena teorija lahko postane tudi skoraj da umetniško delo. Ampak seveda, ne, čeprav to varira od umetnosti do umetnosti, pri umetnosti ne, imamo na primer tudi realistični roman, ne, Emil Zola, na primer, ki je pravzaprav zasnoval roman skoraj kot nek kemijski eksperiment, kjer je si zamislil neke značaje ljudi v nekih okoliščinah, ne, in tako kot posamezne kemikalije, je potem skozi svoj roman raziskoval interakcijo med njimi, ne, tako kot kemik, kako gre to zdaj naprej, kaj se potem dogaja pri interakciji med temi in temi molekulami, a veste, in v kaj se to potem razplete. Tako kot kemik, te zanima, dal sem vhodne substance, zdaj tudi nek proces in kaj dobim na koncu. Ne. Tako da ta realistični roman lahko rečemo, da tudi sledi nekim znanstvenim načelom, ne, romantična simfonija, na primer, pa je pa težko rekel, kaj je tukaj logičnega v smislu, ne, čemu in moramo, če hočemo res doživeti njeno globino, dejansko popolnoma sklopiti razum in tako naprej. Evo, s tem bi končal.